Slovenska nota, zdaj da bi se me prevzame, kot se v svetu hip-hop stane, a že slišite vsi. Kdo je kriv? Dober večer, Hrastnik, dober večer, Slovenska nota 2018. Pogled dotikla je vse, kar si pustil. Praviš, zaljubil si se v čas, ki je minil. Zakaj spet zdaj me vlečeš tja nazaj? Predaleč jaz, preblizu ti sledi vpraša nekje druge. Tam, kjer se sme, pustila svata, zgodba naju se konča. Kdo je kriv? Kdo je ta, ki je nedosegljiv? Se je mogoče, če to hočem. Kdo je kriv? Kdo je ta, ki bo sprejel izziv? Se je mogoče, če to hočem. Čutiš, kako te iščem povsod te, gledam okolje, gledam
Najlepša hvala. Pozdravljen Hrastnik! Pozdravljeno Zasavje! Pozdravljena Slovenija! Pozdravljena slovenska glasba! Pozdravljeni na finalnem večeru Slovenske note 2018! Drage obiskovalke, dragi obiskovalci! Lepo pozdravljeni na finalnem sklepnem dejanju novega pevskega tekmovanja v Zasavju, ki ga prireja Mladinski center Hrastnik. Ja, kar eno leto mineva od prve Slovenske note 2017, ki se je odvila na istem mestu. Lansko leto je na tem tekmovanju slavila obetavna mlada pevka Samantha Maja, ki smo jo lahko uvodoma spoznali. In ker se mora dobre stvari obdržati, je Mladinski center Hrastnik tudi letošnje leto dal veter v jadra temu svežemu tekmovanju, ki promovira slovensko glasbo. Kolegici, če bi morali opisati slovensko glasbo, s katerimi pridevniki bi jo vse opisali? Jaz bi rekla sveža. Jaz pa pristna, avtohtona. Jaz pa rečem mladostna. No, nocojšnji večer bo tako minil v duhu slovenske glasbe. Prav tako pa ne bo manjkalo spoznavanja nadobudnih mladih pevskih talentov iz celotne Slovenije. Vsekakor pa upajmo, da bo manjkala kuhinja, da bo glasovanje pravično in brez fig v žepu. Zmagovalca pa nam boste pomagali izbrati vi, draga publika, ki boste prispevali polovico vseh točk. Preostalo polovico pa bo prispevala strokovna žirija, ki jo bomo spoznali kaj kmalu. Nocoj se vam bo predstavilo 10 tekmovalk in tekmovalcev Slovenske note 2018, ki so bili predhodno izbrani na audiciji, ki je potekala spomladi v Mladinskem centru Hrastnik. Borili se bodo za vaša srca, za vaše glasove, potihem pa si bodo vsi želeli na zakusko. Predstavili se vam bodo s prepevanjem slovenskih pesmi. Pripravili so želoke in jih napeli, da bodo svoje note izstrelili vam v srce. In le čigava nota vas bo najbolj zadela? Dovolj govoričenja, draga sovoditelja. Poženimo Slovensko noto 2018. Spoznajmo vseh 10 tekmovalk in tekmovalcev. Ana Podržavnik! Tanita Lipar! Sara Praznik! Maša Jakopič! Matej Zidaren! Karin Možina! Katja Borcar! Skupina Šani Šeni! Maruša Zmrzlak! In Špela Došler! Tako, to je vseh 10 finalistov, ki so bili izbrani na audiciji v Mladinskem centru Hrastnik. Dragi tekmovalci in tekmovalke, izvolite se pripraviti v zaodre na naše nastope in srečno prav vsakemu od vas. Najbrž pa se že vsi sprašujete, kako bomo izbirali tekmovalca, zmagovalca, ne tekmovalca, kaj ne? 300 točk boste prispevali vi, draga publika. 300 točk pa bo prispevala naša strokovna žirija, ki jo boste vsak čas spoznali. Sistem glasovanja je natančneje razložen na Facebook profilu Slovenske note in Mladinskega centra Hrastnik. Od vaših 300 točk, draga publika, bo vsak tekmovalec oziroma tekmovalka dobil tolikšen delež točk, kolikšen delež vseh nocoj izbranih bo glasoval zanj.
Če bo na primer točno polovica vas zbranih nocoj glasovala za tekmovalca X, bo tekmovalec X dobil od vas natanko 150 točk. To je polovica od 300 točk. In tako dalje. Glasovnico boste lahko glasovali z vstopnico, ki ste jo prejeli ob vhodu v dvorano Delavskega doma Hrastnik. Glasovnica se nahaja na hrbtni strani, kjer imate napisanih vseh 10 tekmovalcev. Za tistega, ki vam bo najbolj všeč, boste lahko glasovali tako, da boste ven iz glasovnice strgali njegovo številko. Vendar k glasovanju se bomo vrnili po predstavitvi vseh tekmovalcev. Tako, glasovali boste po predstavitvi vseh 10 tekmovalcev in tekmovalk. Vaše glasovnice pa bo, ko bo čas za to, pobrala ekipa Mladinskega centra Hrastnik. Zato hranite vstopnico oziroma glasovnico pri sebi do konca večera. Preostalih 300 točk pa bo dala naša strokovna žirija, za katero je čas, da jo spoznamo. Prvi žirant, ki bo ocenjeval naše tekmovalce in tekmovalke, je Nikola Nikolič. Profesor Nikola je izkušen diplomirani solopevec, ki je svojo pevsko izobrazbo pridobil v Beogradu, Novem Sadu in nizozemskem Den Haagu. Kot profesor solopetja je trenutno zaposlen v glasbeni šoli Ljubljana Moste Polje. Poučuje pa tudi solopetje v glasbeni šoli Hrastnik. Pred kratkim pa je tudi ustanovil pop zbor za odrasle. Naslednji žirant, ki bo pazljivo spremljal vseh 10 nocojšnjih nastopov, je Aleš Matko. Aleš je dolgoletni poznavalec slovenskega medijskega prostora. Je novinar, glavni in odgovorni urednik portala Eurovizija.com, spremljevalec Evrovizije in slovenske Eme ter dolgoletni član strokovne žirije festivala Melodije morja in sonca. Predzadnja članica nocojšnje strokovne žirije je Samanta Maja Šolaja. Samanta Maja je zmagovalka slovenske note 2017, sicer pa nadobudna mlada pevka iz Prebolda. Za seboj ima preko 300 nastopov v živo, z bendom pa nastopa po celotni Sloveniji in si tako pridobiva za svojih rosnih 19 let neprecenljive izkušnje. Prav tako je strastna oboževalka glasbenih festivalov, katere nadobudno spremlja in zato ve, kaj se na slovenski sceni išče in kaj najde. Četrti in zadnji član nocojšnje strokovne žirije pa je Martin Štibernik. Martin je eden večjih slovenskih piscev hitov. Ukvarja se z aranžiranjem, snemanjem, pisanjem in uglasbitvijo skladb pomembnih slovenskih imen. Nine Pušlar, Karmen Stavec, Omarja Naberja, Marka Vozla in tudi drugimi. Je dolgoletni poznavalec slovenske glasbene scene in tudi del nje. Hkrati pa črpa znanje iz svojih mnogih lastnih zasedb. Slapovi, Fusion Pop in najnovejša zasedba Mr. Marš. Nocojšnji strokovni žiriji torej želimo vso srečo pri ocenjevanju in še en aplavz zanje. No, verjetno pa ste tudi že opazili in prav ste videli, na odru se nahajajo tudi inštrumenti. Tekmovalci se vam bodo namreč predstavili v spremljavi žive glasbe. Ja, tekmovalke in tekmovalce bo spremljal hišni bend Slovenske note 2018. Na oder pa bi povabili vse instrumentaliste benda The Takeover, ki bodo skupaj z našimi tekmovalci nocoj čarali pravo glasbeno pravljico. Na oder vabimo bobnarja Anžeta Lečnika, Basista Florjana Ajdnika, Kitarista Gabriela Miklobušca in klaviaturista Aljaža Šumeja. Še enkrat pozdravimo band The Takeover! Tako, vse je nared, draga publika, da poženemo slovensko noto 2018. Ne spreminjaj me, to sem jaz, takšna sem. Bovers, ki ga bomo lahko slišali zdaj. Ko bi se vsaj jaz tega držala, ko se kdaj pa kdaj zaljubim v koga. A potem praviš, da si večkrat zgubila sebe v odnosih na jaz ti. Ja, čist prevečkrat, ampak je bilo že za kaj dobro, a veš.
Ana Marija, ti si takšna eksplozivna, emotivna bomba na dveh nogah, tako da ti bo zdaj naslednja tekmovalka dobro znala povedati, kako se ne spreminjati. A potem praviš, da bo zdaj pesem zame. Ja, vsekakor. Ta druga Ana ti bo svojo odločnostjo pokazala, da se res ni treba spreminjati. Draga publika, ne spreminjaj me v originalni izvedbi Ditke. Tekmovalka pod zaporedno številko 1. Ana Podržavnik! Bravo, sem Ana Podržavnik, prihajam iz Prevalj in bi se opisala kot nasmejano, veselo punco, ki ima rada nove izzive. Glasba me spremlja že od nekdaj, velik krivec za to pa je moja babica Dana. Slovenska glasba je res nekaj posebnega, saj jo razume le malo ljudi. Imamo pa veliko lepih skladb, ki jih je še lepše prepevati. S čim bi vas pa danes prepričala? V bistvu ne vem. Če vas bom, če ne pa ne. Jaz se bom potrudila in upam, da vam bo všeč. Sedaj pa uživajte in se prepustite glasbi. Ne spreminjaj me, to sem jaz, taka sem. Po svoji poti grem, poslušam le srce. Sama sem na svetu brez laži. To niso sanje, ni me strah, želja. Ne skrivam se zate borim. Srečna sem, ker čutim tvojo dlan. Prisluhni mi, zdaj je najin čas, greva nekam stran. Ostani nocoj z mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Dam ti dušo in telo. Brez ljubezni besede prazne so. Njihov svet, ki jo odbijam spet, me ne zanima. Njihov svet, ki prazen je in slep. Ostani nocoj z mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Zjutraj sonce bo in ti boš moj, ljubi moj. Zdaj zares beživa, že čez mejo sva, ko ni več vrnitve nikjer, ni več sledi. Ostani nocoj z mano na poti, srečne zvezde svetijo le nama zdaj. Verjemi nocoj, za ljubezen dam ti vse, čisto vse. Zjutraj sonce bo in ti boš moj, ljubi moj. Predstavila se nam je prva tekmovalka, Ana Podržavnik. Bravo!
Za teboj je romantičen nastop. Kaj bi rekla, kako bi prepričala gledalce, da glasujejo ravno zate? Zakaj pa ne? Ne, saj ne. Lejte, prebiva sem let, bila sem prva, potrudila sem se po najboljših močeh, pa upam, da sem vam bolj všeč. Hvala. Ja, hvala Ani za prebijanje ledu. Dragi kolegici, kaj menita, da je vama v življenju usojeno? Meni je očitno to, da že drugo leto zapovrstjo vodim slovensko noto. Šala. A zdaj hočeš slišati kak globok odgovor v smislu ljubezni, prijateljstva? Znata pa zakomplicirati, ne? Itak. Ne. Že vem, kaj mi je usojeno. Dober kozarec vina ob dobrem filmu, ker življenje je lepo, ne? Praviva jaz pa Alenka Godec. Ja, meni je pa po mojem usojeno iskanje. Čakaj, iskanje? Ja, tistega the one, ne, princa na belem konju oziroma konja na belem princu ali karkoli bi že mogla najti. Ja. Pa tebi, Rok, kaj je pa tebi usojeno? Ja, jaz sem očitno želel biti preveč pocukran spet. Zakaj? Ker sem želel reči, da mi je očitno usojeno, da sem vaju spoznal in da lahko z vama delam, ker ste tako super osebi. Oj, Rok, zdaj smo še bolj bedne izpadla, no, dejnjaki. No, o tem, kaj nam je v življenju res usojeno, pa nam bo prepevala naslednja prelestna pevka iz Brežic, Tanita Lipar. Usojena v originalni izvedbi Nuše Derenda. Tekmovalka pod zaporedno številko 2, Tanita Lipar! Živijo, sem Tanita Lipar in prihajam iz Brežic. Sem pozitivna in oseba z določenimi cilji. Glasba me spremlja že od zgodnjega otroštva. Najprej sem začela z učenjem violine, zdaj pa se učim tehnike, solo petja in pop petja. Slovenska glasba je zelo lepa in marsikomu veliko vodilo skozi življenje, še posebej Slovencem, ki živijo po svetu. Nocoj vas bom na Slovenski noti 2018 prepričala s preprosto, a vendar čutno izvedbo. Če želite izvedeti moj iskren namen, glasujte zame. Obljubim, da vam ne bo žal, predvsem pa uživajte v slovenski glasbi. Vseh gora sem sanjala in si želela, da lahko bi te ubila. Če bi lahko, bi kar takoj čas zavrtela, ti verjela, razumela. Kdo ve, če midva sva si kdaj bila usojena. Da ljubezen je ta, kar življenje ti da, a vse, kar je dobrega, človek zruši v prah srca. Vseh gora sem sanjala in za trenutek ta občutek sem ujela. Zdaj, ko te ni, ko daleč si, le vdih tišine, bolečine je med nama. Kdo ve, če
Tanita, čestitamo ti za nastop, moraš pa nam še povedati, zakaj si ravno ti primerna za zmagovalko slovenske note. Tako bom povedala. Glasujte zame in mi s tem pomagajte usrečiti nekoga z nagrado. Hvala. Draga publika, predstavila se je Tanita Lipar, aplavz. Kaja, a te lahko nekaj prvič in zadnjič vprašam? Ja, če bo prvič in zadnjič lahko, ja. Kdaj boš končno zrušila to svojo iluzijo, da si boljša od mene? Ojojojojoj, to ni iluzija, to je golo dejstvo. Ja, lahko je z besedami opletati, ampak moja ego aura bo zrušila tebe in tvoje iluzije nimaš šans. No, lepo, da si to misliš o meni. Zdaj bi lahko zate rekli, ne samo, da je značilno iskanje, ko si prej rekla, tistega the one, ampak tudi naivnost. Ampak vaj res težko primerjati, veste? A ja. Ja, lejte, obe ste smešni, obe ste zabavni, lepi, samozavestni, dobri prijateljci in obe imata ogromno slab okus za moške. O ne, Ana ima slabši, definitivno. Ampak sedaj pa vam bo naslednja glamurozna in ambiciozna pevka znala prvič in zadnjič povedati, zakaj sta obe dobri. Ja, Kaja, poslušajmo talentirano Saro Praznik iz Sevnice. No ja, poslušajmo, ja. Prvič in zadnjič. V originalni izvedbi Nuše Derenda. Tekmovalka pod zaporedno številko 3. Sara Praznik! Živjo, jaz sem Sara, prihajam iz Boštanja in sebi bi opisala kot vedno pozitivno, nasmejano osebo, ki na vsakem koraku poje. Glasba je v moje življenje vstopila, ko sem že kot mala punčka na MTV-ju našla posnetek koncerta Guns N' Roses. Mislim, da slovenska glasba skriva še zelo veliko kvalitetnih izvajalcev, katerim moramo dati priložnost, da se predstavijo širši publiki. Nocoj vas bom na slovenski noti 2018 prepričala zato, ker vam bom dokazala, da se lahko tudi preprosta punčka iz Boštanja prelevi v pravo rock diva na odru. Prvič in zadnjič, nežno objemi me, obriši solze, da mi lažje je. Prvič in zadnjič, nežno objemi me, obriši solze, da mi lažje je. Prvič in zadnjič,
in prvič in zadnjič. Objemi me, obriši solze, da mi lažje je. Prvič in zadnjič, nasmej nariši mi, srca žalosti. Prvič in zadnjič. Bravo za Saro praznik. Sara, čestitamo ti za nastop. Hvala. Vprašali bi te pa isto kot vse tvoje prejšnje sotekmovalke. Kaj bi sporočila ljudem v dvorani, zakaj moraš ti postati zmagovalka slovenske note? Je tako, no. Glasujte za mene, če ste v dvorani uživali isto, kot sem je na odru jaz. Hvala, fantastičen odgovor. Hvala in čestitke Sari Praznik. Dragi kolegici, dolgo se že družimo. Veliko uric, veselih uric smo že imeli skupaj v teatru. Res. Ampak me pa zanima, a ste kdaj resnično prisluhnili moji duši, ki vama nekaj šepeta? Ja, sem, Rok, sem. In moram reči, da slišim, karikiram, odmev lačnega merjasca, ki hrepeni po slavi in ljubezni. Oh my God. No, Rok, jaz tega nisem slišala. Očitno nisem tako občutljiva za te frekvence zvoka, tako kot Ane Marija. Ne? Ja, mogoče. Mogoče, ne. Ja. No, zakaj to vprašaš, Rok? A naj jo nekaj testiraš? Ne, sam zanima me je, če me sploh dobro poznata. Rok. Še predobro. No, se bomo pomenili o tem, kaj sta prisluhnili moji duši pol. Te čas, no, pa bomo prisluhnili še prekrasni interpretaciji Maše Jakopič, ki nas bo vse pozvala, da prisluhnemo. Prisluhnite bodisi duši svojega bližnjega, sebi, dobri slovenski glasbi ali pa še najbolje strastni Maši Jakopič iz Slovenj Gradca. Prisluhni mi v originalni izvedbi Darje Švajger, tekmovalka pod zaporedno številko 4, Maša Jakopič. Sem Maša Jakopič in prihajam iz Slovenj Gradca, sebe bi pa opisala kot pustolovsko osebo. Pojem, odkar govorim praktično, s petjem sem se začela ukvarjati resno pri 6 letih. Dobra slovenska glasba so za mene večinoma slovenski rock bendi, torej Midva, Siddharta in tako dalje. Upam, da bom ljudi prepričala z svojo karizmo in s tem, da na odru najbolj uživam, ker je to moj varen prostor in se tam najbolj počutim. Prisluhni mi, v objemu me poglej, zaupaj mi, ko noč te skrije v njej. Priznaj, da tudi ti, pa ljubil sonce bi in sanjal. V meni si, skrivaš se, v meni tli.
Aplavz. Katja, iskrene čestitke za nastop. Povej nam pa še, zakaj naj publika glasuje zate. V bistvu oder je moj dom že kar nekaj časa. Rada bi, da tudi tako stane. Če se vam je zdelo, oziroma meni se zdi, da je današnja noč krasna odskočna deska, da se pokažem širši Sloveniji. In v bistvu, če mi danes uspe, boste poslušali kvalitetno, neskomercializirano slovensko glasbo. Ja, Maša, hvala za zapeto in zapovedano. Publika predstavila se je torej Maša Jakopič. Še en aplavz, dajmo. A veš, Ana Mari, jaz sem po naravi oboževalka iger. Ja, jaz tudi. In prej, ko si me izvala na to, katera je boljša, ne sicer za odtenek, ne, ampak katera je boljša, sem se globoko v sebi pripravila na boj. Ne, mesarsko klanje. Ja, in reke bodo krvave tekle. Poglej, jaz sem tudi za igranje, ti mi kar povej, pod kakšnimi pogoji igre se greva in... Veš, kaj ti bom rekla? Nedeljo zjutraj vstala bom, pozdrav soncu naredila bom. O, jaz pa ne, kako sva si različni. V soboto si le to želim, da hitro mačka prebolim. O, jaz pa ne, kako sva si različni. Moj glas ima pač višji stas, jaz sem number one v vas. O, jaz pa ne, kako sva si različni. Jaz iz mesta sem doma, glas sem tudi šolala. O, jaz pa ne, kako sva si različni. Ko na odru sva sami, ko reflektor je z nami, pa želiva zmagati si obe. Ne čakaj na zmago, ne čakaj na raj. Rok, pet dol. Kaja, saj veš, da te imam vseeno rada. Mislim, prav upam si priznati, da si vseeno samo moja. Okej, zakaj potem vso to rivalstvo, Ane Mari? Ja, zato, ker sem hotela napovedati naslednjo točko z naslovom Moja, pa se nisem nič boljšega spomnila. Lol. Okej. Na oder prihaja romantični Matej Zidarn iz Mozirja, ki bo zdaj pričaral romantiko in prepeval le Moja. Ja, tako, draga publika, Matej Zidarn. V originalni izvedbi Tošeta Projeskega. Tekmovalec pod zaporedno številko 5. Matej Zidarn! Lepo pozdravljeni. Sem Matej, star sem 17 let, prihajam iz Mozirja, opisal pa bi se kot energetičnega, preprostega in zelo ambicioznega. Z glasbo sem se sicer začel ukvarjati že v 5. razredu, ko sem malo igral kitaro in harmoniko, s petjem pa šele v 8. razredu, ko smo na neki zabavi z mojimi prijatelji poskusili zapeti Proud Mary, iz tega pa je potem nastal en tak majhen nastop. V letih, ko sem se začel ukvarjati s petjem, pa sem spoznal, da imamo tudi Slovenci dobro glasbo. In zdi se mi zelo pomembno, da z glasbo, ki je univerzalni jezik, pokažemo lepoto svojega lastnega. Danes vas bom prepričal, ker dobra glasba prepriča dobra srca in ker nikomur ne škodi eksplozija energije. Uživajte! Kot v pravljici sva se ljubila moja, mesto istine ju je vodila, da skupaj eno sva. Moja, zdaj pogled beži stran, ker bojim se, moja, da bi videl srečo tvojo z drugim le.
z mano nikdar več ne. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Moja, drugi se prebuja, s tabo nisi moja, vse izgleda, kot da lažni so bili dnevi najini vsi. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Kakor da je vse umrlo brez tebe, daj prebudi me, edina, reci, da je vse, ko bilo je prej. Daleč je nebo, ki nad mano zvezde šteje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi veje, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se udal, blizu tebe vedno bom ostal. Hvala. Draga publika, predstavil se vam je Matej Zidaren. Iskrene čestitke za nastop. Zanima pa me, kaj bi sporočil publiki, zakaj moraš ti zmagati. Jaz sem prišel danes sem iz enega čisto preprostega razloga, ker sem hotel pokazati, kar rad delam in kar mene osrečuje, z upanjem, da boste začutili, da so moje sanje, da osrečujem tudi vas. Hvala. Ja, kar je dobro na slovenski noti, je to, da lahko vsakdo izrazi tisti pravi jaz. Da je prostor prav za vsakogar. Ja, videli smo že kar 5 izrazitih nastopov, dragi zbrani in zbrane, se imamo lepo. Ja, lepo slišati, draga publika. Rok, lepe besede si namenil slovenski noti, bi me pa nekaj zanimalo, če si upate odgovoriti oba. Ja, okej. No, imamo 3 agregatna stanja. Plinasto, tekoče in trdno. Poznamo, ne, še z osnovne šole. In slednji so možni odgovori na sledeča vprašanja, okej? Okay. S katerim agregatnim stanjem se opišeta, ko sta zaljubljena? Plinasto, ker lebdim v čudovitih ekstazah. Okay. Jaz bi pa rekla nekako trdno oziroma ledeno, kot je moje srce. Zdaj pa bo v dvorani zaledenelo, draga publika. Predstavila se nam bo namreč Novogoričanka, ki sicer živi v Ljubljani. Karin Možina. Ledena, v originalni izvedbi skupine Siddharta, tekmovalka pod zaporedno številko 6. Karin Možina.
Čau, moje ime je Karin, prihajam iz Nove Gorice, živim pa v Ljubljani. Zase bi rekla, da sem naravna blondinka, ki obožuje mačke in jutranjo kavo. Petje me spremlja že od malih nog. Mama vedno govorila, da sem prej tekoče pela, kot pa tekoče govorila. Sicer sem v mladosti poslušala dosti tuje glasbe, vendar zadnje leto ugotavljam, da ima Slovenija ogromno vrhunske glasbe in sem zelo ponosna, da sem na tem festivalu, ki promovira to. Nocoj bom na Slovenski noti 2018 zapela enega izmed meni osebno najboljših slovenskih komadov, tako da uživajte in če vam bo všeč, glasujte zame. Ta ples, ta let, so tvoje barve srca, preveč za naju dva. Ne morem stran od oči, preveč boli. Ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. In vedno bolj v glavi razbija in zavija telo. Ko je slika v gledalu, nekaj, kar ne rabim razumeti. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Že dolgo je, kar ne spim, stoje bedim. Se nastavljam, zverim, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca, preveč za naju dva. So tvoji biseri v očih, pretemni za ta greh. Potem naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. In vedno bolj v glavi razbija in zavija telo. Ko je slika v ogledalu, nekaj, kar ne rabim razumeti. In nama ledenijo solze, pa bi morale zaveti.
Bravo za Karin Možino. Karin, čestitke za tvoj nastop. Hvala. Če bi pa morala prepričati neprepričane v dvorani, zakaj naj glasujejo ravno zate? Jaz sem prej v backstage razmišljala, kaj bi rekla, pa sem dela reči, pač, če vas sem vam všeč, glasujte. Zdaj bom pa rekla, da vsi tisti, ki ste bili zadovoljni, da sem uspela kabel pravočasno odvezla. Glasujte zame. Bravo, Karin. Hvala. Je šlo za las. Bravo, Karin Možina, publika. No, mislim pa, da se bomo vsi strinjali, da je najlepše, ko pride pomlad. Žarek novega upanja, novega začetka in novega lista v knjigi življenja. Ja, pomlad je idealna za čiščenje navlake in da se znebimo tistega, česar v našem življenju ne potrebujemo. Ja, to lahko govorita le dva, ki nimata alergije na cvetni prah, a ne? Ampak se strinjam, pomlad sredi mesta, recimo Hrastnika, ima nek svoj čar, ne? Bršljan na cerkvi, zaljubljenci v rondoju, cvetoča drevesa ob slavnem športnem stadionu. Bi se kar strinjala, ja, Hrastnik bi lahko bilo mesto. Ja. Ampak, biti sam sredi pomladi pa ni tako romantično, kaj ne, Ana Marija? Veš kaj ti bom rekla, vse je relativno, a ne? No, zagotovo pa je lepše biti v dvoje, Ane Mari. Ja, se nisem rekla, da sem spomladi sama, no, ko srkam najdražjo kavico ob Ljubljanici, imam vedno nekoga s seboj. Zato, ker imam dve imeni, štekaš, Ana in Marija. Draga publika, sami ali v družbi, v gužvi ali v službi, pomlad je lepa in v to vas bo simpatična in komunikativna Dolenjka Katja Brcar znala zagotovo prepričati. Pomlad v mestu, v originalni izvedbi Eve Černe, tekmovalka pod zaporedno številko 7, Katja Brcar. Živjo, sem Katja Brcar in prihajam iz Šentruperta. Prijatelji bi me opisali kot smešno, zabavno in noro, starši pa kot tipično najstnico. Glasba je v moje življenje vstopila že ob rojstvu, saj so že babice v porodnišnici rekle, da bom sigurno pevka. Slovenska glasba je na žalost premalo spoštovana, kar pa se s festivalom Slovenska nota obrača na bolje. Nocoj bi vas rada navdušila z malo manj znano slovensko skladbo, a meni eno ljubših slovenskih balad. Ljubljana je spet olepšana, v zelenju se bila lesketa, v parkih smeh otrok, življenje posod, pomladni poljub si ukrade tata. Borba gre, ki
čutim jo tudi jaz, še ti odpri pisarci. Bilo lesketa v parkih smeh otrok, življenje povsod, pomladni poljub si ukrade tata. Ljubljana je spet olepšana, zelenju se bilo lesketa v parkih smeh otrok, življenje povsod, pomladni poljub si ukrade tata. Hvala. Delavski dom Hrastnik, še en aplavz za Katjo Brcar. Iskrene čestitke za nastop, ampak moraš nam še povedati, zakaj naj glasujejo zate. Ja, ne vem, to je zelo težko vprašanje, ker pač vsak ima biti v drugi luči, ampak na odru sem jaz najboljša verzija sebe in če vam je tu všeč, bom zelo, zelo hvaležna za vaš glas. Hvala. Katja Brcar, publika. Hvala. Ok, Rok, eno vprašanje. Če bi me moral opisati z eno alkoholno pijačo, katero bi rekel? Ana Morino, pa ne to spraševati. No, prosim, bomo na koncu slovenske note mogli dati napis. Ministrstvo za zdravje sporoča, da je prekomerno pitje alkohola. ne, nočem promovirati alkohola, no res me zanima. Kaj bi rekel? Ok. Rekel bi šampanc, ker si ga redko kdo privošči, le nekajkrat na leto in to je ponavadi ob praznovanjih. O, nizka. Hvala, Rok. Hvala, Rok, ker me vedno spomniš, zakaj je dobro sodelovati s teboj. Res, hvala. Ja, mislim, zakaj si pa hotela vse to zvedeti sploh? Mislim, a ni boljše vprašanje, če me vprašaš, kako jaz preganjam mačka? Vidiš, do tega sta hotela priti, ne? A veš, da ti bodo ravno fantje iz skupine Šani Šeni prepevali o tem, kako preganjajo mačka? Aha, obetavno. Iz kje pa so? Iz Podčetrtka. Še bolj obetavno, Podčetrtek. Aha, No. in kaj mi bodo sporočili? Najbolje, da preverimo. Draga publika, Gorazd, Matjaž in Klemen so pripravljeni, da odplaknejo vašega mačka, če ga slučajno imate. Maček, avtorska pesem skupine Šani Šeni, tekmovalci pod zaporedno številko 8. Šani Šeni! Dobro jutro. Dober dan. Dober večer. Jaz sem skupina Šani Šeni. Jaz sem pa sam Šani. Tudi skupina Šani Šeni. Sebe bi opisal kot Klemen. Jaz sem Matjaž. In kot Gorazd. Glasba je moje življenje stopila z očetom. In mamo. Starši. Slovenska glasba je glasba. Fajn. Zelo dobro poslušljiva. Je. Nocoj vas bomo prepričali z... Ja. Ker bomo. Skupaj. Mar sem včeraj preveč popil, saj danes ne vem, če sem spložil. Sem li včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil. Za začetek poštev prišlo je pivo, majhno pivo, ravno prav hladno. In ker se nam nikamor ni modilo, sledilo rum povedat vam ne znam. Mar sem včeraj preveč popil, se danes ne vem, če sem spložil. Sem li včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil.
ko da dosti ne bi bilo. To pivo malo ravno prav hladno, presekali smo monotonost tu. Z šički žganja vsako rundico, mar sem včeraj preveč popil. Se danes ne vem, če sem spložil, sem včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil. In kot ponavadi smo kaznovani, z glavo bolom, slabostjo, mančkom pravi, moralni nagovori sledijo, da na koncu rečem, ne bo se več zgodilo. Mar sem včeraj preveč popil, se danes ne vem, če sem spložil, sem včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil. Mar sem včeraj preveč popil, se danes ne vem, če sem spložil, sem včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil. Mar sem včeraj preveč popil, se danes ne vem, če sem spložil, sem včeraj toliko spil, da ne vem, koga bi krivil. Bravo, bravo, aplauz. Šani Šeni, če bi morali publiko nocoj prepričati, zakaj naj glasujejo ravno za vas? Zato, ker smo. Hvala. Hvala za povedano. Hvala za povedano in za zaigrano. Še en aplauz. No, dobro, draga publika, ostali sta le še dve tekmovalki, ki se bosta potegovali za zmago. Punci, veste, ko smo imeli vaja za letošnjo slovensko noto ta teden, sem ugotovil, da sem prav en velik crkljivček. Ja, Rok, sem opazila. Ves čas sem te imela nekje na ramenih, ko se nisi mogel naučiti teksta. No, se ga še nisi, ampak. Ti tudi ne. Okay. Nedvomno to, da si crkljivček, s tem ni nič narobe, Rok, no. Svet bi potreboval več objemov, več nežnosti, pa bi bilo vse lepš po zasavsk, ne? Kaja, zveniš kot neka pacifistična misica, ki je ravno kar postala druga spremljevalka in daje izjavo. Daj, pusti še objem, naj ti povem, da srcem s tabo grem. A ni prav lep citat? Nedvomno je objem najboljše zdravilo za boleče slovo. Ampak Rok, kaj hočeš s tem objemanjem in slovesi kaj sporočiti? Ne ravno. Sam napovedati sem hotel naslednjo točko. Ja. In z vami bo Maruša Zmrzlak podelila nekolikšno nežnejše, vseeno prepričljive takte. Takšne, da si boste od vse romantike najbrž zaželeli objem. Objem v originalni izvedbi skupine Papir. Tekmovalka pod zaporedno številko 9. Maruša Zmrzlak! Živjo, sem Maruša Zmrzlak in prihajam iz Trbovelj. Opisala bi se kot ustvarjalno in mirno dekle, čeprav ne zdaj, ker ne maram sebe opisovati. Glasba me obkroža že od malih nog. Najprej se spomnim, kako sem igrala klavir. Ne vem, pa sem šla v glasbeno, veliko sem glasbenih pravljic poslušala, tako skozi je bilo nekaj. Pred lansko slovensko noto niti nisem poslušala veliko slovenske glasbe. Tako potem sem pa res začela odkrivati in mi zdaj
veliko pomeni in veliko slovenskih bendov poslušam in jih podpiram in tudi sama skušam peti čim več slovenskih pesmi. Nocoj vas bom prepričala predvsem z vokalom. Nisem glih tip človeka, ko bi zdaj naredila nek performance, tako da samo uživajte v poslušanju. Rekel si, da rabiš čas, rekel si, da ne na glas, da si moraš se premleti, sebi se posvetiti spet, sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, ta je vedno bil sam tvoj. Daj pusti še objem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Če ti zame nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, kar potegni ta šahmat in ne pojdi praznovat. A brez skrbi bom že kako, saj pa tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko. Daj pusti še objem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. povem, da srcem s tabo grem, naj saj to smem. O, daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem, naj saj to smem. Naj pusti še objem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem.
Predstavila se je Maruša Zmrzlak. Maruša, bravo za tvoj nastop, ampak za na konec pa bi te prosili, kaj je tisto, zaradi česar bi morala nocoj zmagati prav ti? Razmišljala sem, kako bi odgovorila na takle vprašanje. In tako je, da v bistvu moja želja, da pač za ta dan, za ta večer je bila, da jaz nadgradim lanski nastop na Slovenski noti in s tem sem že zmagala. Ampak bi bila pa zelo presrečna, če bi imela svoj komad, tako da če sem vam bila všeč, pa če bi vi tudi želeli, da jaz dobim pač komad, ne, glasujte za mene. Super povedala. Draga sovoditelja, jaz sem kar malo žalostna, ampak čaka nas samo še ena tekmovalka, potem pa bo Slovenske note že konec. No, draga Anne-Marie, to je nažalost res, a do dobra smo v bistvu šele začeli, ker tisti cukrčki pridejo na koncu. A dajmo zaključić romantično. Zunaj želuna sije. V meni pa srce strastno bije. Vprašam se, čemu in zakaj vsi ti ljudje. V sebi jaz še vedno pogrešam te. Čez 1000 let jaz še vedno bom sijala. Ljubezen na obzorju bo plesala. Takole. In še bolj romantična pa bo zadnja tekmovalka Slovenske note 2018. Draga publika, zgovorna in nasmejana, Špela Došler iz Rogaške Slatine. Pričarala nam bo nostalgijo, ki jo vsi čutimo, ko smo zasanjani, zaljubljeni, nekje pod luno, zvezdami, Orionom. Orion v originalni izvedbi Marjane Držaj, priredbe Severe Đurin, tekmovalka pod zaporedno številko 10. Špela Došler! Zdravo, sem Špela Došler, prihajam iz Rogaške Slatine, sebe pa bi opisala kot pozitivno osebo, ki vedno poje. Moja mami mi je pripovedovala, da sem brcala že v njenem trebuhu, medtem ko je moj brat vadil klavir, tako da sem se z glasbo ukvarjala že preden sem prišla na svet. Slovenska glasba je del naše kulturne identitete in menim, da bi se vsi morali malce bolj poglobiti v njo, glede na to, kako pomembna je za naš narod. Danes vas bom na Slovenski noti prepričala zato, ker pojem s strastjo. In ta rima definitivno ni bila namerna. Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu daljenim svetom, spet kot nocoj bo Orion sijal. Zeleni hrast, ki pa šumi v noč, takrat prav staro temno bo drevo, šumel bo v vetru kot temen spomin na ta večer, ko stala sva pod njim. Skoz mrak bo trepetala iz zvezd srebrna luč,
prav kot nocoj pomladni mrak, sijal bo Orion. In prav tako kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Čez 1000 let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Spoznali smo lahko Špelo Došler, draga publika. No, Špela, čestitke za odpeto, ampak vseeno še ti nameni nekaj besed publiki, zakaj naj glasujejo zate. Če ste ob mojem nastopu čutili vsaj nekaj takšnega, kar sem čutila jaz med petjem, glasujte zame in obljubim, da bom to v vaša srca prinesla še v prihodnje. Najlepša hvala. In sedaj, dragi kolegici, pa smo prispeli do zadnje 10. tekmovalne točke nocojšnjega večera. Finalni večer Slovenske note 2018 smo pripeljali k koncu. Predstavili so se vam namreč že vsi tekmovalci in tekmovalke. Sedaj ste na vrsti vi, draga publika, da izberete zmagovalca oziroma zmagovalko Slovenske note. Vsak čas bo sledila 10-minutna pavza, ko boste lahko na glasovnici, ki ste jo prejeli ob vhodu, glasovali za svojo favoritko oziroma favorita. Kot rečeno, polovico točk boste prispevali vi. Polovico točk pa naša strokovna žirija. Kako pa sedaj glasujete, se vprašate? Tako, ob vhodu v dvorano ste prejeli vstopnico, ki je hkrati tudi glasovnica. Obrnite vstopnico na hrbtno stran, kjer imate zapisana imena vseh 10 tekmovalk in tekmovalcev. Glasujete pa lahko le za enega oziroma za eno. Če boste glasovali za več tekmovalcev, bo vaša glasovnica neveljavna. Glasujete tako, da iz glasovnice strgate tisto številko in ime tekmovalca, za katerega želite glasovati. Ja, časa za glasovanje boste imeli natanko 10 minut, vaše glasovnice pa bo okrog pobirala ekipa Mladinskega centra Hrastnik. Če pa boste potrebovali pomoč pri glasovanju, pa vprašajte isto ekipo za pomoč. Z veseljem vam bodo pomagali. Čas je, da izberemo zmagovalko oziroma zmagovalca oziroma zmagovalce Slovenske note 2018. Naj se glasovanje začne! Leto bodo na odru Slovenske note 2018 zasijali tudi znani slovenski estradniki. Prvi je na vrsti živahen, nadobuden in zvedav kmečki fante, ki osrečuje vaška srca. Boštjan Konečnik! Spoznal sem jo na ličkanju, ki je bila stara 15 let. Sem vprašal jo, če bi z mano šla v to temno črno klet. Je rekla ne, pa ja, saj ne vem, ali ka šla, ali bi še čist mal počakala. Je rekla ne, pa
pa ja, sej ne vem, ali bi šla, ali bi še čist malo počakala. Sem srečal jo čez mnogo let, ko rekla mi je, da je zdaj morda ta pravi čas, da mal poplavšava. Sem rekel ne, pa ne, pa ne, pa ja, Bog me varuj hudega, zdaj spa mal predolgo čakala. Sem rekel ne, pa ne, pa ne, pa ja, Bog me varuj hudega, zdaj spa mal predolgo čakala. Sem rekel ne, pa ne, pa ne, pa ja, Bog me varuj hudega, zdaj spa mal predolgo čakala. Naslednja bo oder zavzela nežna, seksapilna maserka in glasbenica Saška Lendero! Sem se tebi rodila le za njega, življenje si mi dala, jaz ga njemu dam. On je v mojem srcu, svetloba v očesu, na ustnicah nasmeh je, dih mojih prsi je. Bom sama, srce nad moje trga, mi tvoja solza. Mama, ne pusti svetu, da se sramuje zate, da meni grehe piše, taki me ne poznaš. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, sedaj pa, po mesecih in mesecih pregovarjanja, smo dobili vedno mlado, največjo slovensko divo, Heleno Blagne! Hvala lepa, Hrastnik. Spremlja me brat Hajni. Hvala lepa. Gremo si skupaj, Hrastnik, ki smo rokice. Srebrna reka je spomin na srečo najine mladosti. Bili so dnevi vsi brez boleči, zasanjane noči, mladih lepih dni. Bili so dnevi
Hrastnik, hvala lepa. Moški, ahlari fari, vse preveč besed, ko tam la. Moški, kje so nebesa, vsegi se med in mleko, ko zavajate. O, moški, brez vas vseeno, na svetu strašno dolgočasno bi bilo. Jaz pa še vedno čakam, besede sladke, da me s to postanejo. Če si mačo pravi, me zagrabi, vabijo te moje ustnice. Dam ti vse, poljubi me, in če boš pravi, ti dam še srce. Gremo samba, roke, kje so roke? Dolgočasno bi bilo. Jaz pa še vedno čakam, besede sladke, da me so postanejo. Če si mačo pravi, me zagrabi, vabijo te moje ustnice. Dam ti vse, ne boj se me, in če boš pravi, ti dam še srce. Hvala lepa, Hrastnik. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Draga publika, vsak čas bomo lahko že izvedeli, kdo je zmagal na letošnji noti. Naša preštevalna komisija že pridno sešteva in glasove v zaodrju in počasi že izrisuje silhueta, kako se vi, publika in strokovna žirija glasovali. Do trenutka razglasitve točk pa nas loči še nekaj časa. In lansko leto je takle čas najverjetneje rezultate živčno čakala lanska zmagovalka Samanta Maja. In Mladinski center Hrastnik, glavni organizator slovenske note, pa je Samanti Maji poklonil prvo pesem. Pred nekaj dnevi je šla njena studijska verzija. Nocoj pa vam jo bo v spremljavi hišnega benda The Takeover tudi zapela. Melodijo in aranžma je prispeval Rok Hvala, besedilo pa Urška Zoja Jeršin. Pesem nosi naslov Tu in tam in čas je, da nas Samanta Maja s to prekrasno romantično pesmijo poboža v živo. Pozdravimo Samanto Majo Šolajo! Tu in tam pride tanko, zastrese oder in ugasnejo luči. Skala zaboli, ko morje silneje buči. Valovi segajo tako visoko in pena pada pregloboko. Tu in tam pride dan, ki je preveč zaspan. Zavetje postelje ga mika, še veter počasneje piha. Leno senca se premika, soncu komaj še sledi. Tu in tam zvezde se obstro in sonce presvetli zemljo. Luna dnevu se nasmeha, saj nič več se ne boji, ko zvezda k zvezdi
prišel bo ta, verjamem vam, dan zamenjal bo obraz, ko skupaj bova ti in jaz. Tu in tam zvezde se odstro in sonce presvetli zemljo. Luna dnevu se nasmiha, saj nič več se ne boji, ko zvezda k zvezdi se primakne takrat, se dlan srca dotakne. Tu in tam zvezde se odstro in sonce presvetli zemljo. Luna dnevu se nasmiha, saj nič več se ne boji, ko zvezda k zvezdi se primakne takrat, se dlan srca dotakne. Se dlan srca dotakne. Se dlan srca Hvala. Bravo, Samanti Maj za nastop. Samanta, da mi povej, iskrene čestitke sicer za lansko zmago. In vsak čas bomo pa izvedeli, kdo je postal letošnji zmagovalec. Misliš, da bo težak boj? Mislim, da bo zelo težak boj. Šlo bo za res male razlike, ker so vsi neverjetno talentirani. Okay. Kako si se pa počutila kot zmagovalka slovenske note 2018? Mislim 17, pardon. Neverjetno, nepozabno. Upam, da se bo letošnja zmagovalka ali zmagovalec počutil enako. Samanta, prisrčno te še prosimo, da ostaneš z nami na odru in podeliš stekleni kipec zmagovalcev oziroma zmagovalki slovenske note 2018. Seveda. Ja, Samanta Maja, iskrene čestitke za lansko zmago. Ja, pa poglejmo. No, publika v dvorani, draga strokovna žirija, dragi podporniki projekta Slovenska nota. Prišel je trenutek, ko bomo razglasili točke. Izvedeli bomo, kako ste glasovali vi, draga publika, in kako je glasovala naša nocojšnja strokovna žirija. Publika je imela na voljo 300 točk, prav toliko točk pa je imela na voljo tudi strokovna žirija. Med 10 tekmovalcev se je tako porazdelilo 600 točk. Nocoj bomo prebrali samo 3 tekmovalce oziroma tekmovalke, ki so se po seštevku točk uvrstili najvišje. Celotna porazdelitev točk pa bo objavljena na Facebook strani Slovenske note v ponedeljek. Na oder lepo vabimo Ano Podržavnik, Tanito Lipar, Saro Praznik, Mašo Jakopič, Mateja Zidarna, Karin Možino, Katja Brcar, skupino Šani Šeni, Marušo Zmrzlak in Špelo Došler. Od spomladi do nocojšnjega večera so vložili vso ljubezen do slovenske glasbe. Vozili so se v Hrastnik, prirejali glasbene koncerte po celotnem Zasavju in pričarali prelepo glasbeno pravljico na nocojšnji večer. Draga publika, z ogromnim in bučnim aplavzom sporočimo vsem 10 tekmovalcem in tekmovalkam, da jih nadvse podpiramo in da vsakemu želimo vse dobro na njihovi glasbeni poti. Draga publika, napočil je čas. Prebrali bomo prve 3 uvrščene v naključnem vrstnem redu. V veliki finale Slovenske note 2018 so se uvrstili Šani Šeni,
Kdo še, kdo? Maruša Zmrzlak! Koga še želite videti v velikem finalu, publika? Matej Zidara! Vsem ostalim tekmovalcem pa vseeno čestitke in dajmo jim nameniti še en velik aplavz. Sijajni ste bili, bravo! Favoriti, stopite naprej. Tako, preostali so le še 3 tekmovalcev. Matej, Šani, Šeni in Maruša. Komu je uspelo, kaj? In gre se za 3. mesto s 77 točkami. 3. mesto so zasedli Šani, Šeni! Tako, imamo prvo in drugo mesto, draga publika. Le nekdo od teh dveh bo nocoj zmagal. Matej, je živčnost v zraku, kaj ne? Maruša, je napeto. Na 6. Tekmovalec, ki se je uvrstil na drugo mesto, je prejel 79 točk. Zmagovalec, ki pa je prejel 105 točk. Draga publika, dovolj je bilo čakanja. Izbrali ste. Zmagovalka slovenske note 2018 je Maruša Zmrzlak! Maruša, iskrene čestitke. Za tabo je dolg boj, ne? Bravo, bravo. Maruša, še enkrat, iskrene čestitke. Za tabo je bil zelo dolg boj, ne? Ampak je bilo pa vredno, kaj ne? Za tvojo zmago ti bo Mladinski center Hrastnik poklonil prvo pesem. Se kaj veseliš? No, še enkrat pa bomo lahko slišali pesem, s katero vas je Maruša nocoj prepričala. Tako, kolegici! Ja, neč, pripeljali smo slovensko noto 2018 do konca. In samo še predaja lanske zmagovalke do letošnje. En aplavz! Zgodovinski moment! Lahko se greš pripraviti za pesem. Res je, Rok Mladinski center Hrastnik se bi na tem mestu zahvalil vsem sodelujočim na slovenski noti 2018. Ni jih bilo malo in hvala vam, da ste gradili to pravljico skupaj z nami. Hvala strokovni žiri! Hvala fantastičnim tekmovalkam in tekmovalcem! Hvala fantastičnemu bendu The Takeover! In draga publika, najlepše se zahvaljujemo vam, ki ste nocoj prišli tukaj na to glasbeno pravljico. Hvala, da vam je mar za slovensko glasbo. En aplavz za vas!
Zahvala pa gre tudi študentki oblikovanja Ines Šteprlin za posojo modnih kreacij, ki so krasile voditeljski trio. In pa tudi naši stilistki Viti Rav, ki je poskrbela, da tako dobro izgledamo. Hvala, da ste začutili bit srca in hvala plesni šoli Katan. In hvala, da si lahko samo nocoj pustimo, da živimo glasbeno pravljico. Hvala, da smo lahko eno. Hvala, Rok Križe! Hvala, Ane-Mariji Jerman! Hvala, Kaj Čop! Mogoče se vidimo na slovenski noti 2019. Do takrat pa? Naj živi slovenska glasba. Naj živi slovenska nota. Slovenska nota 2018! Rekel si, da rabiš čas, rekel si, da ne na glas, da si moraš se premleti, sebi se posvetiti spet, sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pusti si varilni stroj, ta je vedno bil sam tvoj. Daj pusti še objem in kaj potem in kaj potem. Če srcem s tabo grem, naj saj to smem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Če ti zame nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, kar potegni ta šahmat in lepo idi praznovat. A brez skrbi bom že kako, saj bo tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko. Daj pusti še objem in kaj potem in kaj potem. Če srcem s tabo grem, naj saj to smem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem.
slovenska nota, zdaj ta pesem me prevzame, kot se v svetu hip-hop stane, a že slišite vsi, slovenska nota, vsaj nocoj si pustimo, da to pravljico živimo, a že čutiš bit srca. Nocojšnjo noč, barvito živimo sanje, jaz in ti in glasbeno potovanje, tako želim